Se slišimo? Vse. Dobro. Danes je bil ta organizator tle. Wow. Je povedal, da smo imela mi dva z Alekom, da ni bilo baterij in jih je zamenil. Wow. Naš tehnični, Ja. tehnični direktor. Pa je rekel, da te prvič, kaj je prišel na računu. Tako, drug dealer mentaliteta. Te prvič je zaston. Če kdo je zdaj to bil? Ja, kako se reče temu? Tehnični roadie. Podcast roadie. P.Eli. Ja, Eli se piše. Pa se začne. Kva spozabila? Ja, bukvo. Ja, bukvo je on bi imel, čitabe. A ti to rabiš, ali kaj? Čitabe. Nekaj mi dva to na izust. Seveda iz... Ja, valjda. Mi dva to kar z glave. Zakaj imaš pa pol Biblijo tam? To, da presežem gor. Ne dam sam desnico. Da se ve, da zmeraj govori resnico. Ja. Samo resnico in absolutno resnico. Tako, no jebote. A obstaja absolutna resnica? Po mojem, da ne. Kva je absolutna resnica? Sej že tas tudi Einstein rekel, svet je to relativno. To je pa res, ja. To je pa res. Čak, ta teden še ni. Zdaj, smo v Martinovem tednu, ne? The official Martinov teden, kdaj 11. smo Halloween smo dali v petek. Halloween smo dali čez, ja. Halloween smo dali čez. A veš, da sem bral nekaj od teh, v bistvu vseh svetih, ne? Ja. In te Kelti so dejansko imeli živijo jesen pa pozdravljen mošt. Tako da ta Halloween je čist dejansko. Mislim, bilo se poganski prazniki. Halloween. Ne, mislim, a veš, pogani so dejansko pozdrav vinu praznovali že na vse svete, ne na Martina. A res? Dobro, pa se smo tam. Možno. Ja, v glavnem so. Neki so imeli. Mislim, veš kaj. Ne, ampak niso oni tudi te vse svete. Mislim, v bistvu neke. Oni niso imeli vseh svetih. Oni so imeli sam konc poletja, živijo jesen, pa živijo mošt. So imeli pogani. To z mrtvimi niso nič. Meni se zdi, da ne. Mislim, da so oni žurali. Niso oni žurali tako, da se vračajo mrtvi nazaj. Tako, kot imajo, ne vem, recimo Mehičani. Nimajo ta, ne, da se takrat... Ne, samo Mehičani imajo to od Špancev, to je že RKC. Ne, ni, a je RKC to? Ja. Ali pa oni ali pa RKC njihov adaptirala vse svoje praznike na neke preleplej, je čez poganske praznike. To je tudi res. Rebrandala. V večini primerov je šlo za rebrand. Ja, zato, ker se je pač lažje navaditi. Ja, se nekaj, kaj je že. Sej niso tako slabi, sej imamo tudi, pust imamo še zmer, pa ne. So si mislili, ne, to. Ja. Spomladansko žurko imamo, jesensko žurko imamo, enakonoče imamo, vse te stvari imamo. Ja, so nam pustili, sej isto. Sej isto, sam pač ne reči, se več kresna noč, ampak je v nebozetje. Čeprav niti ni bliz, ampak ajde. Ja, prav. Mislim... Dobrodošli v Svet in mir, ali kako že. A ni Mir in svet, kako je že oddaja? Ja, ta radio ognišče nam pa ne gre. Ne. Dobrodošli v oddaji, spoznavajmo verstva. Z vami smo. Prva interverska oddaja v Sloveniji. Interverski podcast. Podcast. Se zikr ga imajo. Nimajo, kurac ga nimajo. Se upravičujem za naše verske poslušalce. Da bi na radiju Ognišče govorili o islamu, pa o budizmu, pa o... Imaš prav, ne, pač govorijo... Mogoče še kakšni bolj obskurni veri, čez vesolski tem bonk, pa to. Pritrkavanja, ali kaj že. Ne vem, kva je že. Ampak veš, po moje, da ne. Če imajo pa oni to širino, pa se jim pa iskreno opravičujem za vse všeč, že vnaprej. Dajte, prosim, popravite nas v zapiskih oziroma v komentarjih. Mislim, v komentarjih, v Discordu.
Ja, v Discordu in komentarjih, povsod. Pa na Twitterju. Nek imamo ziher komentarje. To so glih začel reči, da ne smemo reči komentarje. No, v Discordu. Ne, pa na Twitterju nam povejte. No. Ja, na Twitterju pa lahko. Ja. Prosim. Čeprav ziher se bo vinil glasa, kaj je držal naš strokovnjak za verstvo, zunanji dopisnik. Čeprav zdaj bi vložil notranji uredniško. Sam on spremlja tudi Radio Ognišče, kaj tam role. Ne, tako da. Ali pač. Ali pa podcaste njihove, ne? Ja. Mislim, da bo zdaj analitično prek crawler naredil. Ja. Ne, vini vse poslušaš, da poslušaš 37,000 ur programa in nam poveš. Lepo prosim. Če so kaj umenili. Ja. Če so kaj budo umenili. Ne, če vini glede na to, da je programer, bo po mojem naredil algoritem, ki bo prečesal vse. Algoritmu jaz ne verjamem. Ne, on to ja, pa moraš veš, pa je treba še tudi protestante, ne, oni so vse? Kljub temu, da so isto, niso isto, ne. Pa pravoslavce. No, oni so pravoslavce. Ja, ampak dobro, so vse iz gnezda. No, pravoslavci so pa že manj, kako je to pol? Oni so pa bratranci. Oni so Drug kolen, ja. Tam se malo razcepal v enem danem trenutku. Ja. Zanimivo. Od kje smo mi prišli? Od praznikov. Ja. No, v glavnem, zdaj pač prihaja Martinov teden, tako da paste se. Paste se. Ja. Martinov kot praznik. Ne? Ja. Ja, zakaj? Konec, zakaj ga pa ne bi imel? Koga? Mislim, Martinov kot praznik, da je Martinov, ne vem, nenazga pride, bum, dela prost dan. To je super ideja. Mislim, prav. Takrat se je goska, se imamo fajn, spisi kakšen glas vina, pa frejsi. In še naslednji dan, ko imaš mačka. Rejen. 11. in 12. november. Ja. Hashtag Martinovo praznik. Hashtag. Dejansko bilo 5 dni v tednu, mislim v letu, ki bi jih pač ti prosto za neke svoje verske zadeve porabil. Ne, nismo še, ampak dajmo, ta ideja je dobra. Ne, a veš, mislim, ne glede na to, da smo taka odprta družba, pa vse skupaj, ne pač... Nisem koga vprašaš, ampak ja. Ja, no, kakorkoli že, ne. Ampak glej, recimo, ne vem, jaz, ne, recimo nisem veren. Meni je fajn, tudi če sem za Božič doma, ker imam glih rojsten dan, pa je super, da imam takrat... Se strinjam. Ali pa ne vem, kjerkoli, tudi 15. augusta nič ne pizdim, da bi šel v službo ali karkoli. Ne, ampak da dejansko bi imel vsak do 5 dni na leto za obhajanje svojih verskih zadev. Ne? Da se pač te prazniki, ki so verski, niso hkrati tudi državni, da se to pač ukine. Ampak pač 5 kviskotov. Tako. In ti pač lahko izkoristiš to za svoj. Če si veren, pa ti god veliko pomeni, lahko na svoj god si daš kviskota. Če moraš iti na hač, pa si vzameš 5 dni, pa moraš pa še malo dati svojega. Pa en teden, ne, veš. Pravoslavni Srbi slavijo, ko imajo slave, to so njihovi svetniki, familije. To je res praznik. In takrat si vzameš, recimo. Takrat rabiš več dni za žur, pa več dni za mačka. Tako. Ne, tam mislim, ne vem kako, ampak veliko se je, pa veliko se pije, bi rekel. Ne vem, da se karkoli mal dela. Vem, da se je, vem, da se je, to je dejstvo. A veš, recimo tako pač za nas, ki smo pač neverni, bil pa recimo Martinovo. Vzameš 2 dni, bum. Mislim, kadarkoli, pač podaljša si dopust, lahko si tudi reče en teden dan. Jaz verjamem v moč smokvice. Tako. Halo. Hashtag 5 dni. 5 dni dopusta. Ne, 5 dni, kaj je to? Hashtag verski dnevi. Hashtag verski. Interverski. Kaj Gabrovi dnevi, to za otroke pa to. Vse za odrasle, ja. Dobro, to je sama ideja. To je to. Zdaj, prosim, no. Ja. Ne mi zdaj, pri teh referendumih naj kar še to zraven piše. Ja, tako. Imamo že glih 3, pa damo še eno vprašanje zraven, kaj se na nič pozna. Ja, eno vprašanje, en list je to zraven. Mogoče ta najbolj zanimiv od vseh. Za RTV tudi nekako. Ne, pa bo zihar veliko ljudi prišlo. To pa res. Bi bilo pa zihar veliko večjo udeležbo, če bi se šlo za dopust ljudi. A se da še to zraven dotikati? Ko bi rekel pengovski politolog, meni pravi, da ne. Ker postopkovno smo zajemali zihar 9 mesecev. Ne, tok ne. Par mesecev pa zihar. Mi bi to v 9 dneh dal noter na lističe. Ne piš. Zdaj že vse sprintal. Ampak sem, da daš malo aštera, veš.
Aneks. K referendumu. Kdo se ne strinja s tem? Come on. Dajmo. Ja, lej. Jaz ne vem. No. Dobro, pojmo mi zdaj raj na avizo. Dajmo. Zdravo. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem, ki že 128. zaporedni teden obdeluje eno poglavje najbolj slavne trilogije v 5 delih. Mi pa smo Aljo, Peli. Izzi. Čak, sorry, nekaj. on meni opomnik pošlje. Ja. Ne, jaz, Aj te crkvu zdaj le glih, kar je vdišala le. Dobro je, v redu. jaz, Pej še enkrat. zdaj zgleda tole, Pej kar še je enkrat. že... Mi pa smo pej še enkrat. Ker mi je vmes error, zato sem, se upravičujem za vse nevšečnosti. Peli? Zi. In zi bil. Ne, to se, zdaj že gleda tale 128 zaporedni teden, zgleda, da 128 zaporednih tednov eno poglavje obdelujemo. Bogo poglavje. Čeprav po nekem čudnem naključju mi to celo knjigo obdelujemo prvo poglavje prve knjige. Ja, v bistvu zdaj prikul tega. Ja, no, mislim, Ne, sej posledice. sequel. Ja. Zdaj se zdaj na neke klele vsebinske. Dobro, ajde, Koliko se je scenarist potrudil, da je spremenil intro. Evo ga, dlakice, cepi dlaka, pizda. Ajde, mi pa pojmo pogledat, kaj se je dogajalo v prejšnji epizodi. A zdaj Ja, pa takole. še prej Tole pa ste lahko- že zvlekel ven. Še prej pa lahko naročite, še prej lahko se naročite, dajte gumb pritisniti, to sem slišal, da se mora reči. Lahko pa nas tudi podprete, tam so tudi gumbi za pritiskati. Ali pa ocenite isto, kako vam povemo, hvala za sribe.si. V prejšnji epizodi pa... Ja, dala mu je ljubčka, ne? Ne. To je bilo pa to. Ja, a to je bilo to. Ja, Ja, saj- upozorili za kvarnik, pojmo. A ja, ne, se ta še ni ta dolga. Ampak Je, vse. Mislim, v teh sodobnih časih se vidi, da je bilo to nazaj napisano. Ljubčka. Ja. Ja. Dobro, lej. Saj, Zažval ga je. Ja. A si to hotel reči? Ne, Se verjetno se tudi tako zdaj otroci ne pogovarjajo, mislim. A ja. Marija. Najbolj tudi ne več. Verjetno. A miš, da ne vem. Bi rekel, A? da ne, no. Ugibam, pojma nimam. Sreč še nisem tako daleč, da bi vedel. Ja. Da bi vedel. Tudi jaz težko rečem, ampak Tako da, kaj, opozorili za kvarnik? dajmo. No, pa sem zanj jamral, da ni benga od drugih likov, ne. Zdaj smo pa Ja, da pri smo Fordu. bili skozi. Zdaj smo bili skozi z Arturjem pa s Fenčerčem. Ja. Skozi ljubezensko zgodbo, gor pa dol, pa levo, pa desno, končno, malo akcije. Doktor Roman, ne. Ja. Malo je bilo, ja, malo je bilo. Vse je Pa bilo ja, lušeno, pa ne, ampak... pa bosta, pa ne bosta, pa ne, pa ja, pa drama. Mislim, se mi je všeč, da zdaj sta, Saj pa je. v redu je. Saj je lepo- v redu, lepo je samo bilo. Dajmo zdaj malo akcije, mislim, to Tako, je še dajmo malo, zmeraj ja. trilogija Štoparski vodnik po galaksiji. Ne. Kje so helikopteri, Ja. pa kje to da čopa. Ja, tudi čopa. Pa tako naprej, ne. No, Ford je spet z nami in Ford je na ladji. Zak Siški. V bistvu smo že na zadnje, ki je bil, smo pozabili omeniti, da je bil na tej ladji. Ampak smo. mislim, da je A bilo. smo vedeli že nekje. Ja, pisali je Zaksiško ladjevje, ampak v bistvu v originalu je Zaksiški battleship, tako da je bil na ladji, očitno še na tej, ampak da je bil nekje drugje. Ker takrat je delal mikrofone, ozvočenje. Ja, eksperimentirajo, mislim, ozvočenje je eksperimente rekel, je delal, ja. Ja, Pa je pošiljal zvoke levo, desno. ja. Neki, je pa, točno, pa na nek planetih je furov, tako da Tako, ja. nekaj je trolo, no, v glavnem. Malo se zabavo, no. Ja. Kakor se samo on zna, No. na specifičen način. Zdaj pa, zdaj pa še zmeraj očitno na tej ladji, ampak da se je v pomožni zračni zapori uredil brlog in seveda uredil si ga je tako, da je obložil z brisačami. Mislim. Ja, s čim pa drugim. Ja, Ja. pa vse naprave, koliko so hrup povzročale v pokvaru.
Ja. Ja. Da pač ne. malo- Šok ima rad svoj mer. ne. Mogoče na ladjah to ni v redu, ker si predstavljaš, da na avionu vse pokvariš, kar hrup povzroča. Ja, lej. Mislim, če glede na to, da je bila to Battleship, si predstavljam, da je bila velika kot pol Ljubljane, tako da če tam, a veš, nekje v predmestju, A misliš, če v nekaj Vižmariji, pokvariš, da- nekaj manjšega pokvariš. Lej, to je vse povezan, Vse, povezan, ne more neki crkven pa pol, da to velja. Misliš? To je ta butterfly efekt, a veš. Nekaj spremeniš. Očitno pa na vesoljskih ladjah to ne dela. Ne? A ne dela. To so samostojni sistemi, a veš, ki Ja, odlično ja. delajo. A ja, ker lahko, a veš, kaj so imeli uno, ki so tisti, ki so, ne vem, kjeri vojni so imeli, to v prvi ali v drugi, ki je on popravljal, ki so skozi jačali une dele aviona, ta je bil tak inženirski trik, a veš, ki so jačali une dele aviona, ki so imeli luknje noter, ne. Aha. Pa je pol en Prvi rekel, meni se zdi. ja, da kaj pa če bune dele, ki se ne vračajo nazaj, mislim, tam, a veš, da bi tiste dele ojačali, ne, Ja. ne, in bilo boljš. Bo boljše, bo bolj. Ja, lej. Tako da najbrž brez kakšnih koncev lahko funkcionira tudi. Očitno, ja. Mislim, verjetno ima vsak svoj, kako bi rekel, ne, svoj breaking point, Ja. kjer zadeva poč, pa ne gre več No, ampak naprej. tole ladjo so kar dobre, ne? Ja, je kar velike ropotal, pa velike blinkal, pa žmirkal, pa Ja, pa skozi je bilo nekaj. Ne. In Ford je šel nekam ven pogledat, ker so pač. Ja, na živce mu je za šlo. zvokom je šlo. Ne? Nekaj je ga bilo, motilo. nekaj je bilo in nekaj je bilo narobe. Ne. In vmes preleti v pohodniku vrtalni strojček in ne, prav knjiga, da to ni bilo to. Ne. In gre Ne, pol ni naprej. bilo to. Mislim, nekaj, kar je izgledal kot vrtalni strojček. Tako da, lej, v tem vesolju je bilo lahko tudi kakšna vesoljska žuželka. Ne. In pol je preletela četica robotov, in to tudi ni bilo to. Ne. In pol je bil nek pekoč dim in je šel v nasprotno smer. In pol je prišel do opazovalnih zaslonov, to mi je bilo všeč, da so bili opazovalni zasloni. Ne. In je na enem videl neko zeleno luskinasto plazilsko postavo, ki je grmela in penila v prenosnem volilnem sistemu. Težko je bilo reči, je bila za ali proti, bila pa je zelo odločna. To, ne, prenosni volilni sistem, to je v bistvu single transferable vote system ali preferenčni glas, ki ga saj nekateri med nami hočejo ali pa hočemo že imeti full cajta. In vidiš v bolj naprednih Civilizacije civilizacijah že lizard people govorijo o tem. Ja, Mislim, zeleno luskinasto plazilsko postavo. Ko sem to prebral, nočem več tega imeti. Meni lizard people ne bojo govorili, da bi imel preferenčni glas. A misliš, da je to teorija zarote? A misliš, da je to tukaj se nas hotela, veš, Inception dati noter? A veš, Ja, da rečeš, ja. lej, če imajo pa oni, pa opazi kar dober. Ja, siguren. Ja. Ampak v glavnem, tudi to ni bilo to. No. Zabavna je bila ta, da je bil na drugem ekranu reklama za novo vrsto zobne paste, ki osvobaja. Da si ti predstavljaš bojno ladjo z vsem tem sranjem gor, ne? Ja, pa z reklamami. Ja. Sredi očitno, mislim, če še niste opazili, so sredi velikega boja. Ne? Ampak v mesti pa še zmer reklame ti šopaj. Ste pomislili, da bi danes kupili novo zobno pasto? Ki osvobaja. A veš? Ja, ne, v bistvu- Tebe tam šamarajo z enimi topovi na Ja. polno, a veš? Še niso sredi vojne, ne? Glih takrat, ko on gre pol ta velik 3D model, ne bajte, so hotel reči bajte, ladje pogledati, pol pa uletijo. Takrat pa oni No, pridejo. samo Pa letijo- očitno je bilo že nekaj narobe, ker je bil pekoč dim, pa vse skupaj se je dogajalo. Če je na bojni ladji, v vsakem primeru nekaj je. Ja. No, ja, nekaj kaj veš, je. neki dim je bil. Ne, Pa strojnični rafali so ga prebudili, Tako. ne? Tako da, To, ja, točno, ja, to je tako tudi res. da, Ja. ne, tako da nekaj se je dogajalo. Ne. Mislim, Pa tudi ampak če mi, a veš, robotki so bili malo pa zmedeni. roboti so bili zmedeni, v glavnem, neka štala je bila, ampak zanimivo je, da, kot sem jaz razumel, ne, je šel Ford na zemljo. Vsaj ne zadnje, ko smo, preden se je začel z to je imel bojno plan, ladjo ja. zabavati. To je imel Ja, plan. Ja. Ne? Mislim, preden je začel trolati nek solarni sistem tam zraven. Ne? Ja. Zdaj je v vojni, zato ker v bistvu pol pridejo na tisoče nekih robotskih oboroženih križark in ta velika ladja začne tamaniti po njej. Ne? Tako da zdaj je v vojni. Mislim, kako si on predstavlja to medgalaktično potovanje, je res zanimivo. No? Mislim, Ja. Mislim, ni v vojni, v bitki je. Ne? No, bitki, ne, ja, Tako, no, mislim, ja. bitka je del vojne. Je bi ga. Ni reče, lahko je samo tako malo, veš.
Skirmiš. Skirmiš, ja, pač ni še vojna, ampak klej. Ne vemo, ne vemo. Oborožen spopad. Tako. Se to se boje klasificira, kdaj je vojna, pa kdaj je oborožen spopad. Sigurno. Ja. Hujši oborožen spopad, imaš to vse. Ja, je vse je definicija, vse tako kot vse stvari so definicija, ne? Čeprav zdaj so te hibridne vojne. Jaz, kadar grem, ne vem, če bi šel na Bahame, ne bi šel tako, da bi šel v bojnim avionom, pa vmes malo strelil. Mal napalem čez kanadce ruknu, ki gre gligi mema. Je odvisen, koliko je cena karte. Zdaj, ne. Če je ugodno, zakaj pa ne? Moraš še nekaj narediti. Malo moraš še bombardirati vmes. Če je znižen, daj gremo, ajde. Meni ditur naredi. A misliš, da tako? Imamo eno ugoden let, ne na Bahame, samo morate pa še kanarce bombardirati. Ok, ajde. A misliš, da tako tele nekaj škopijo z temle, chemtrailsi, da veš? Je to ta cenej, a veš? Možno. A veš, da chemtrailsi malo cenej karto dobiš, ne? Ki sponzorirajo oni, ki daje. Ja, vse to je zihar, da so te nizkocenovci, da veš, trose, a veš. Ka nek Arab Air, ki so tajaki, ne, ne bo špricev. Ne, tam marjetice ven letijo iz Avstrije. Ja, itak. Ja, možno. Ja, to je to, po moje. Pa letijo, veš, te nizkocenovci, ki letijo na Kanadce, tako da zihar. Pa posod letijo, ne? Mislim, pa največ po Evropi in tle največ špricajo, pa po Ameriki, tam tudi največ špricajo. A si jih kaj videl tam čez Tibet, da se bunili, da špricajo? Ben ne buni. Pa tudi, a veš, čez Atlantika ben ne šprica, tam ben ne gleda horlah. Hvala. A ja, gor ugasnejo. Ja, zavalda, kaj boš tam? Koš vodo špricev. Koš vodo špricev. Ja. Sam res, ja. Če hočeš kaj spremeniti vreme, a ni kaj interes, da vreme spremeniš? A ni to fora? Meni se zdi, da pridite na naš Discord, opravicujemo, pa šelnica Discord, pa povejte, ker imamo ful. Ne, tisti, ki v to verjamete, ni treba hoditi. Ne, sam. Ne, lahko. Znanstveno zanimivo. Bomo naredili poseben kanal za teorije zarote, pa se lahko tam pogovarjajo. Vse v redu, okay. Vzamemo vse. Čeprav. Bomo videli, koliko nas bo, pa se bomo pa pogovarjali. Ja, prav, ok, v redu. Dobar, ja. Ejmo mi nazaj, da oborožen spopad. To je bilo to, evo, to. Ampak pol je pa neki zmajev z glavo in ni bil, ne, prav neki zadovoljen ali pa sploh dobre volje, ki je zazehal in začel brskati, kje ima štoprca svojega, ne. A veš. Tako da očitno ga spopad spet ni toliko zanimiv, da bi... Ne, ampak nič ga ni bilo straha, veš. Očitno je sam potval, ne, s to ladjo. Ja, gotovo je, da je zmatran, ne. Da ima... Sfukan. Ja, res malo je zjeban. Zato je pa štoparca vzel, da poiše. Ja, oddih. Ja, kaj je zdravilo za nespečnost. Kaj bi bilo to? Kaj bi bilo to? Zdravilo za nespečnost in ne najdu počitek. Ja. No, pa je pa v bistvu videl še počitek in oddih in se mu je porodila zamisel in je... Iz bisage je vzel... Usaba ključek je, spominski čip. Ja, ampak seveda, spominski čip, ki je v bistvu usaba ključek, obrisal z njega smeti pa piškotne drobtine in ga vtaknil pri ključek in neki izvodnika skopiral noter. No, v bistvu se piše, da naloži vse informacije, ki so se mu zdele primerne in se namuzne in odpravi iskat glavni spomin ladijskega računalnika. Ja. Se pravi, ne sam, da se z unimi zvočnimi sporočili oziroma nečem zajebava, strašno na tej vojni ladji. Tudi med tem, ko bitka traja, se on spomne, da bo naložil neki štoparca na ladijski računalnik. To si mu spet začel hoditi po glavu. Mal bo heknut. Mislim, jaz zdaj vem, kaj je. On se očitno, res mu je dolgcajt, ko potuje čez galaksijo do Zemlje. Druge ne more biti. Ja, dolgcajt smo. Pa malo bo heknut. Pa očitno je ta Battleship še kar safe, da ga na tisoče teh bojnih robotskih ladij ne spravniti, a veš... Noč ni, v redu, vic, ok, vse v redu. Malo se streljamo gor dol. Malo se streljamo, vse v redu. Ja, in to je to, ne? Pečino obežalnik.
Ford pride, pa gre. Pa, ja. Kaj pa, se mu zahvalila, kaj? Dajmo. Najlepša hvala vsem, ki nas poslušate in ker ste z nami prišli prav do konca. Če nas lahko kako podprete, bomo pa sploh zelo veseli. Lahko nam pa tudi sledite posod, smo afno opravičujemo se in hvala, ker ste z nami tudi, ker Ford spet trola neki ali pa nekoga, sam ne vemo kaj. Ja, mislim. Upam, da se bo to, čakanje pa ugibanje izplačalo na koncu. Je ta serialni del, kako bi rekel. Ja, to. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Dajmo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Zdaj pa ta prav mislim, da je prav. Ta je bila ta prav. Čeprav mogoče bi lahko malo počakal še. Ne. Kaj si bil že 2 sekundi, si bil, ta je bila manj, glih pa idealno. Dobro. To je to. Kaj pa, drug teden? Drug teden. Ajde, čau. Hvala, čau.